Lepo pozdravljeni v 7. oddaji Mednarodne novice. Spletni portal Zagreb.hr poroča o odprtju prvega kulturnega centra za gluhe osebe na Hrvaškem. Člani kulturnega društva gluhih in naglušnih Hrvaške Svet tišine so na svoj prostor čakali 8 let. Župan Zagreba Milan Bandić je skupaj s predsednico kulturnega društva Svet tišine Vando Šagovac odprl prostor, v katerem so predstavili slikarska in ročna dela njihovih članov. Naslednje leto bo kulturno društvo gluhih organiziralo srečanje gluhih umetnikov iz vsega sveta in skupaj z njimi razstavili svoja dela v Dubrovniku. Spletni portal vecerni.hr poroča o tem, da je župan Zagreba Milan Bandić odobril odprtje hostla za gluhe osebe. Pobudo so dali prav člani kulturnega društva gluhih in naglušnih Svet tišine. Ta projekt bi omogočil zaposlovanje gluhih in naglušnih oseb. Če bo projekt uspešno izpeljan, bo to prvi hostel za gluhe in naglušne v Evropi. Portal Kiro.tv poroča o gluhi LaShawn White, ki je sodišče zaradi kršenja človekovih pravic prisodilo odškodnino v višini $1. Porota je potrdila, da so ji bile kršene človekove pravice. Nekega dne sta LaShawn obkolila 2 policista, ki sta jo zamenjala za napadalko. Proti njej sta uporabila električni paralizator. Medtem ko je bila LaShawn na tleh, sta ji nadela lisice in jo odpeljala v pripor. LaShawn je kasneje vložila tožbo zaradi grobega ravnanja policistov in kršenja človekovih pravic in zahtevala $4,5 milijone odškodnine. Kljub slikovnim dokazom, na katerih so vidne modrice in druge poškodbe, ki jih je utrpela med aretacijo, porota z višino odškodnine ni soglašala. Za povzročene travme so ji dodelili $1. Rusko mesto Hanti-Mansijsk so prejšnji teden obiskali delegati različnih organizacij, ki sodelujejo pri pripravi zimskih olimpijskih iger gluhih. Te bodo potekale od 28. marca do 5. aprila naslednje leto. Predsednik Mednarodnega komiteja za šport gluhih Valerij Ruhledev je bil z udeležbo zadovoljen. Prizorišča iger so si ogledali tudi inšpektorji. Tokrat so se osredotočili na alpsko smučanje, hokej, deskanje na snegu, smučarski tek in curling. Na 3-dnevnem srečanju so udeleženci poleg poteka priprav na igre govorili tudi o promociji zdravega načina življenja ter povečanju športnih aktivnosti po svetu. To je bilo za ta teden vse. Se vidimo ponovno prihodnji teden. Nasvidenje.